Papež Frančišek je opoldanski nagovor na 3. adventno nedeljo pred molitvijo angelovega češčenja posvetil veselju, h kateremu nas v pričakovanju Gospoda vabi evangelij. Po papeževih besedah gre za veselje, ki izhaja iz Božje prisotnosti v našem življenju. Človekovo srce hrepeni po sreči, je dejal papež, kristjan pa je po njegovih besedah poklican živeti srečo, ki izhaja iz bližine z Bogom in njegove prisotnosti v našem življenju. Ni treba več iskati drugje, Jezus je prišel, da bi prinesel veselje vsem in zavedno, je dejal papež. Po njegovih besedah pa ne gre le za veselje, ki ga bomo dočakali v nebesih. Ne gre za to, da smo na zemlji žalostni, v nebesih bomo pa srečni. Ne, to je veselje, ki ga izkušamo že zdaj, ker je Jezus sam naše veselje in naš mir. Kristjani smo po besedah svetega očeta poklicani k čudovitemu poslanstvu, vedno znova sprejeti Božjo prisotnost med nami in hkrati pomagati drugim, da jo odkrijejo ali pa znova odkrijejo, če so na njo pozabili. Če bo naše življenje sestavljeno iz vztrajne molitve, hvaležnosti Bogu, če bomo iskali dobro in se izogibali slabemu, bo veselo oznanilo lahko vstopilo v naše domove in naše družine bodo znova odkrile, da je odrešenje v Jezusu, je poudaril papež. Samo v njem namreč najdemo notranjo moč, s katero se lahko soočimo tudi z najtežjimi situacijami v življenju. Nikoli nismo slišali za žalostnega svetnika ali pa svetnico s pogrebnim obrazom. Kristjan ima srce polno miru, ker zna veselje najti v Jezusu, tudi v težkih trenutkih. To je mir, ki ga Bog daruje svojim sinovom, je še dejal papež. S pogledom uprtim v bližnji Božič pa nas Cerkev vabi k pričevanju, da Jezus ni neka osebnost iz preteklosti, ampak je Božja beseda, ki tudi danes razsvetljuje človekovo pot. Po molitvi je papež posebej pozdravil otroke iz rimskih oratorijev. Poudaril je, da je molitev dihanje duše in zato je zelo pomembno v dnevu najti trenutke, v katerem svoje srce odpremo Bogu.